sodobnem času ljudje veliko časa preživimo z brskanjem po spletu. A splet nam poleg neskončnega vira informacij, zabave, znanja in vseh ostalih pozitivnih stvari ponuja tudi temnejšo plat. Mednje spadajo recimo razne pasti, v katere se lahko ujamemo, če nismo dovolj pozorni in podučeni. Ene izmed takšnih pasti so spletni oglasi, ki nam ponujajo čudežna zdravila, ob nakupu katerih lahko pozdravimo razne bolezni kar čez noč. Zdaj tako je, tukaj so spletni goljufi najdeli eno tako tržno nišo, bom rekel, eno luknjo, ko so ugotovili, da pravzaprav s temi oglasi se noben kaj preveč ne ukvarja, oziroma jih ne gleda v smislu, ali so legitimni ali ne. Spravi, oni zakupijo na neki platformi pač različne oglase in potem se to prikazuje uporabnikom. Ampak tukaj gre pač ali za kakšne spletne portale, ali pa tudi kakšno recimo socialno omrežje na Facebooku, Instagramu, lahko tudi vidimo lažne oglase, nenazadnje celo na Googlu. Včasih je težko prepoznati, ali je oglas, ki nam prodaja določeno zdravilo, legitimen ali prevara. Kakšne učinkovite zaščite tukaj pravzaprav ni. Tukaj se mora pač vsak nekako odločiti oziroma vedeti, da ni vse zlato, kar se sveti, bom rekel. Se pravi, ne smete direkt zaupati oglasom, ko jih vidite, ampak zmeraj treba malo se mogoče nazaj malo ustaviti, pa malo razmisliti, zakaj to nekdo prodaja. Sploh pa recimo teh čudežnih pripomočkih, zdravilih, tukaj govorimo, ki ne vem, ali pomagajo pri revmi, ali čistijo ledvica, ali odpravijo gluhost, mislim, kakšni so res taki zelo bizarni, ampak spletna stran, ki je pač to reklamirajo, izgleda zelo legitimna. Oni v bistvu tudi kopirajo slike kakšnih zdravnikov, pa spodaj napišejo mnenja uporabnikov, ampak tukaj se je treba zavedati, da tista mnenja so v bistvu oni sami napisali, tukaj ne gre za prava mnenja. Pred naročanjem zdravil ali prehranskih dopolnil je treba biti previden še posebej zato, ker ne vemo, ali bomo res dobili tisti izdelek, ki ga reklamirajo, in ker gre pri tem za naše zdravje. Problem je tudi to, ker pač oni to pošljajo dejansko, uporabniki to tudi dobijo na dom, samo tukaj smo mi tako zelo, rečemo, da je treba biti previden, kaj daš v usta, bom rekel, sploh v teh zdravilih, oziroma teh prehranskih dopolnilih, tukaj pač nekaj dobiš neko škatlo iz tujine, ne veš, kdo je to naredil, kaj je noter, in tukaj smo zelo proti temu, oziroma pač uporabnikov svetujemo, da kakršnakoli zdravila, pa prehranska dopolnila, če hoče uporabljati, dajte se pozanimati pri zdravniku ali pa v lekarni, ne pa kar verjeti nekomu na spletu, ki nekaj trdi, ker taki primeri se lahko tudi tragično končajo. Na takšne prevare najbolj nasedajo starejši ljudje, ki se zaradi manjše podučenosti ne zavedajo, da na internetu ni vse resnično. Glede spletnih prevar v Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost v zvezi s tem dobivajo po nekaj vprašanj na teden. Tukaj tudi apeliramo, mogoče tudi na svojce, da potem tudi upozorijo svoje starše ali stare starše, da mora pač paziti pri takih ponudbah. V oglasih pogosto vidimo tudi fotografije zdravnikov, ki naj bi priporočali uporabo oglaševanega zdravila, v resnici pa ti zdravniki sploh ne obstajajo ali pa je njihova identiteta ukradena. Na Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke so navedli, da je pogosto ob oglaševanem izdelku objavljen tudi lažni intervju z osebo, ki naj bi izdelek priporočala, ter njene fotografije. Izumitelji navedenih izdelkov naj bi prejeli različne spoštovane mednarodne nagrade, kot je na primer Nobelova nagrada, kar seveda ne drži. Recimo, kakšen zdravstveni inšpektorat, pa zdravniška zbornica, tudi opozarja, ker so opazili, da tudi ukradijo identiteto pa slike njihovih članov, se pravi slovenskih zdravnikov, ki seveda niso pristali na to, da se njihove imena in slike prikazujejo v teh oglasih, sploh pa so navedbe tam čist izmišljene. Pri nakupih moramo biti pozorni na spletne strani, kjer ni mogoče najti podatkov o podjetju in kjer niso navedeni kontaktni podatki, ampak le obrazec za sporočila.
Problem je predvsem ta mednarodni problem. Ne? Se pravi, da ne gre za ponudnika iz Slovenije, ampak iz neke druge države. Ne? Sploh tudi, če recimo spletna stran, ne, če je pač v slovenščini, ne, še ne pomeni, ne, da je tudi ponudnik iz Slovenije. Ne. Tudi te take trgovine se pravzaprav oglašujejo po različnih državah, ne, in je nekako tudi tehnično težko priti pravzaprav ugotoviti, ne, kdo se za to spletno trgovino skriva, ker na konec koncev ne, lahko pač tam piše neko podjetje, ne, ampak ti pravzaprav ne veš, ali je to dejansko neko podjetje, ali so si ga izmislili, ali so pa samo ukradli nekomu identiteto. Takšne prevare je težko nadzirati, saj so spletne strani registrirane z lažnimi podatki v tujini, pri čemer se njihove domene pogosto spreminjajo. Ker navedenih subjektov najpogosteje ni mogoče identificirati, niti ni mogoče njihovo sankcioniranje. Ta nadzor je zelo težko vršiti. Mi tukaj niti nimamo kakšne moči, tukaj pač zadeva ne spada čisto v omrežne incidente, s katerimi se pri nas ukvarjamo. Problem je tukaj to, ker gre za ponudnike iz tujine. In tudi, če nekdo pač poda prijavo recimo na tržni inšpektorat ali pa tudi drug inšpektorat, je problem to, ker ti nimajo pristojnosti izven Slovenije. Oni lahko pač predajo zadevo naprej do neke tuje države, ne? Ampak problem je dostikrat tukaj sploh ugotoviti, kje se ta ponudnik nahaja. Ne? Ker pač na spletni strani lahko napiše karkoli, ne? Ampak dejansko pa je zelo težko dobiti podatek, ne? Iz kje je pravzaprav tista pošiljka prišla. Ne? Ker tudi na paketu, ki ga dobite, ne? Pravzaprav ni nobenega podatka o pošiljatelju, ni nobenega računa noter, ne? In pravzaprav niti ne veš, iz kje je tisti paket prišel. Oglaševanje trditev, ki so napačne, dvoumne ali zavajajoče, oziroma trditve, ki niso ustrezno znanstveno podprte, zakonodaja prepoveduje. To sta Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik, in Zakon o zdravilih. Je tukaj ena taka luknja, ne, v zakonodaji, da je zelo to težko preganjati. Ne. Zdaj tudi dela se nekaj, ne, tudi v smislu zakonodaje, ne, da bi se to lažje preganjalo, sploh ta mednarodne povezave, ne, tudi zdaj je bil sprejet na ravni Evropske unije, ta Digital Service Act, no, ki prav nekako tudi naslavlja tudi to problematiko, ne, se pravi zavajajočega oglaševanja v neki drugi državi, ne, ampak bomo videli, no, ali se bo tukaj dalo kaj narediti, ali bo tukaj prineslo kaj uspeha, ali ne. Na Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost pogosto obvestijo uredništvo spletnih portalov, kjer jih oglašujejo, a to ne predstavlja rešitve. Ti upravitelji teh nekih spletnih portalov dostikrat rečejo, ja, mi ne moramo preverjati, ne, zdaj, ali je nek oglas legitimen ali ne. Oziroma tudi rečejo, ne, mi nimamo vpliva na to, kaj se prikazuje na naši spletni strani, ker je to pač zakupljeno od neke tuje agencije, ne, oglaševalske, ne, in mi tukaj ne moramo vplivati. Zdaj, ali je to res ali ne, to jaz sicer ne bi vedel, ne, ker niti ne ukvarjamo s tem oglaševanjem, ne poznamo toliko teh postopkov, ne, ampak jaz vseeno mislim, no, da bi se dalo kaj narediti, ne. Je pa res, ne, da ja, ti upravljavci teh spletnih portalov imajo tudi od teh lažnih oglasov korist, ne, ker nenazadnje so plačani od klikov. Ne. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke pojasnjuje, da je preko medmrežja v Republiki Sloveniji možno izdajati zgolj zdravila, ki se ne izdajajo na recept. Tudi takšno prodajo mora spremljati svetovanje, še posebej pa je potrebno zagotoviti varno povezavo na seznam ponudnikov izdaje zdravil preko medmrežja, kar pa je v pristojnosti ministrstva pristojnega za zdravje. Subjekti, ki imajo dovoljenja za prodajo zdravil preko medmrežja, so opremljeni tudi z zaščitenim logom. V vsakem primeru pa je najboljš izobraževanje oziroma osveščanje uporabnikov, ne, da če vidijo tak oglas, ne, da ga enostavno ignorirajo, ne, in niti ne klikajo gor, ne, in
se pravi, manj kot bo ljudi, ne, ki bo kupilo tisti izdelek, ne, se bo tudi tem goljufom splačalo to početi. Ne. Ampak zdaj pač dokler pač ljudje kupujejo to, ne, potem tudi imajo oni denar za to, da to lahko prodajajo pa oglašujejo. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke še navaja, da lahko uporabnik to, ali gre za registrirano zdravilo, preveri tudi v centralni bazi zdravil, ki je dostopna na spletnem naslovu cbz.si. Če uporabnik izdelka v navedeni bazi ne najde, navedeno pomeni, da izdelek ni zdravilo, ki bi imelo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji. Ključna je torej vloga kritičnega posameznika, saj se pred takimi nakupi lahko potrošniki namreč zavarujemo le z lastno ozaveščenostjo.